Tudi Kia Sportage 5. generacije je eden tistih novih avtomobilov, ki želijo nagovoriti z drzno obliko. V tem segmentu je namreč situacija zelo natrpana in avto preprosto mora izstopati, da bi potencialni kupec sploh prišel do spoznavanja njegovih pravih kvalitet. Čeprav je na tem avtomobilu praktično vse popolnoma novo, takole po občutku kar hitro ugotovimo, da gre za nadaljevanje zgodbe njegovih predhodnikov. Sploh zadnjega, ki je bil prodajno zelo uspešen, saj je nudil atraktiven paket v kombinaciji z dostopno ceno. No, poglejmo, kako se torej odreže novi Sportage. Še prej pa vas povabimo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem s testi avtomobilskih novosti. Našminkana različica, ki jo preizkušamo tokrat, nosi oznako GT Line. No in svojo bogato opremo je primerna za tiste, ki si lahko privoščijo tudi deloma čustven nakup. No in takšni različici pristoji tudi izbrana pogonska opcija. Gre za 1,6-litrski turbobencinski motor s 132 kW moči. No, ta štirivaljnik je lahko zelo tih in uglajen pri umerjeni vožnji, lahko pa pokaže tudi nekaj dinamičnega karakterja, če mu tako ukaže naša desna noga. Sportage v svojem meniju ponudi tudi športen način vožnje, ki poleg odzivnosti okrepi tudi zvok motorja, seveda iz zvočnikov. A v resnici bo športen način na meniju bolj poredko. Vozne lastnosti Sportagea so namreč bolj prepričljive, ko govorimo o udobju. In to je prvi razlog. Drugi razlog pa je poraba goriva. Ta se je na našem testu ob zmerni vožnji gibala okoli 7,5 litra na 100 km, kar je znosno. No, na drugi strani pa bo poraba s priganjanjem močno narasla, nekako v skladu z zakonitostmi turbobencinskega motorja v tovrstnem vozilu. Kiin 7-stopenjski menjalnik z dvema sklopkama je pri speljevanjih nekoliko neodločen. S tem zahteva nekaj privajanja naše desne noge, saj se ob neučakanosti hitro zgodi, da se prednji kolesi zavrtita v prazno. Bencinski motor dopolnjuje tudi blaga hibridna tehnologija, ki seveda ne omogoča vožnje na elektriko, a se na njen račun motor ugaša že pred zaustavitvijo, dobrodošla pa je tudi funkcija jadranja, ki izkorišča inercijo in hrani gorivo. Zanimivo novost predstavljata kameri, ki vozniku na zaslonu prikazujeta sliko mrtvega kota. Ko se na novost privadimo, je lahko zelo koristna, sploh na avtocesti. Potniška kabina novega Sportagea pa je zelo prepričljiva. Materiali tukaj so zelo dobri, zelo prijetni in veliko je tudi mehkih materialov, sploh v takšni različici, ki je bolj bogato založena z opremo. No in v takšni različici že lahko dobimo nekaj tistega premijskega občutka. Najbolj opazna novost v notranjosti pa je velik ukrivljen zaslon tukaj spredaj. No, pravzaprav gre za dva zaslona. No in ta dva zaslona sta zelo pregledna, dobro odzivna, opremljena s slovenskim jezikom in za nameček tudi zelo dobro postavljena, primerno postavljena, da pogledovanje nanju ne zahteva preveč pozornosti. Na sredinski konzoli je vse tako, kot mora biti. Tukaj so tipke do nekaterih najpomembnejših funkcij, ki jih uporabljamo največ, in nekatere od njih, recimo gretje volana ali pa hlajenje sedežev, so del bogate opreme našega testnega avtomobila. Nad sredinsko konzolo pa se nahaja najbolj zanimiva digitalna domislica v tem avtomobilu. Gre nekako za dvojni zaslon, kjer menjamo funkcije klimatske naprave, navigacije in pa multimedije. No, mi nismo privrženci dvojnih pritiskanj na virtualne tipke, no, ampak na to rešitev smo se kar hitro navadili. Zadnja klop je zelo bogata s prostorom in mi ta avto vidimo kot zelo močno izbiro, ko govorimo o družinski rabi.
Strop je zaradi panoramskega okna sicer nekoliko nižji, ampak po drugi strani pa tole steklo v kabino spusti več svetlobe, kar je na zadnji klopi vedno dobrodošlo. In za nameček je tukaj zadaj tudi veliko priročnih dodatkov. Tu imamo 4 obešalnike, 2 vtičnici za polnjenje pametnega telefona in ne nazadnje, zadnji klopi lahko zelo preprosto spreminjamo tudi naklon. Poglejmo še prtljažnik. Ta je med najprostornejšimi v segmentu. Tukaj je tudi veliko zelo priročnih dodatkov, kot so obešalniki in pa vtičnice. Za nameček lahko tukaj nadaljavo podremo sedeže zadnje klopi. No, morate pa vedeti, da boste zaradi baterije blagega hibridnega sistema izgubili nekaj globine tega prtljažnika. Takole po opravljenem testu sami pravzaprav ne vidimo razloga, zakaj novi Sportić ne bi mogel nadaljevati uspešne zgodbe svojih predhodnikov. Že res, da ta model veliko stavi na svoj videz, recimo na te pompozne prednje žaromete, ampak bolj pomembno je, da so ti prednji žarometi matrični in da je ta avto nasplošno močno napredoval na področju tehnologij, ki večajo varnost in udobje v vožnji. Tudi bencinski motor je v tem segmentu vse bolj priljubljen, čeprav je bil prej ob prevladi dizlov prej izjema kot pravilo. No, pri slovenskem uvozniku pravijo, da ga danes že izbere več kot polovica kupcev v Sloveniji.